spregovoriti o tem, kako je Cerkev v svojem zadnjem dokumentu nekako razumela osebo in Boga skozi oči zakonske zveze in družine. To je tisto prvo okolje, kjer večina ljudi živi svoje življenje. No, poglejmo zdaj par stvari o tem. Samo moment. Nekaj mi nagaja pogled, ampak upam, da bomo zdaj to uredili lepo. Vidim, da je narobe, pardon. Zdaj bo pa v redu, ne? Torej, predstavitev bi začel s tem, da temeljno vprašanje Amoris Laetitia se lahko razume samo, če pogledamo celoto sinode. Torej, gre za dve sinodalni zasedanji, ki jih je papež sklical glede družine, pastoralni izzivi družine in evangelizacije. Prvi, drugi je bil poslanstvo družine v cerkvi, torej kako razumemo družino v cerkvi in sodobnem svetu. Zdaj, zakaj Amoris Laetitia in zakaj sinoda? Poglejte, samo moment, ali vidite dobro predstavitev, ker meni neko težavo kaže. Vidimo sada treći slajd. Treći slajd, onda je dobro. Onda je vrlo dobro. Jaz se ispričavam. Torej, kontekst Amoris Laetitia ni toliko nauk kot vprašanje življenja in vprašanje pastorale. Torej, kako sodobnemu človeku, ki živi v zakonu in družini, nekako pomagati, približati, da bi življenjska praksa se spremenila. Zadaj je pa seveda vprašanje tudi družina in evangelizacija, prenos vere, ki bomo videli po podatkih, ni enostavno vprašanje, da bi se spodbudil proces, v katerem bi se nekako to vprašanje zakona in družine danes pogledalo, prenovilo. Zdaj, papež sam je v Amoris Laetitia na vprašanje, kdo je človek in kdo je Bog, spregovoril tako, da se mi zdi, da je dobro videti papeža v celotnem procesu najprej. In bi spomnil na to, da je na predvečer prve sinode spregovoril na trgu svetega Petra zbranim kristjanom, da bi skupaj prosili za darove svetega duha, se pravi poslušanje, iskren dialog, odprt pogled, in potem posebej še škofom, ki so zasedali, da bi govorili odkritosrčno, iskreno, s parezijo in da bi poslušali s ponižnostjo, torej da bi drugega upoštevali. Torej, da se hodi skupaj sinodalno tako, da je v tem horizontalnem vidiku skupnosti iskreno poslušanje in drža odprta svetemu duhu. Torej, sinoda in sad sinode je bil Amoris Laetitia je kot proces skupne hoje, v katerem se zre Kristusa in posluša duha, predvsem pa medsebojno komunicira. Ni nekaj individualističnega, ravno nasprotno. Torej, človek v Amoris Laetitia gotovo ni posameznik. Glede sinodalnega procesa morda še ena opomba, ker se včasih pozabi. Poglejte, na prvi sinodi 4. točka pravi zelo zanimivo. Gre za to, da bi z novo svežino in navdušenjem premišljevali o tem, kar nam razodetje posredovano po veri cerkvi pove o lepoti, vlogi in dostojanstvu družine. Torej, gre za eno navdušenje, za eno veselje, ki jo skušamo prenesti. Ne ve toliko nauk, ampak da bi se veselili. Ta citat je iz te točke 4, ki govori o poslušanju, pogledu in soočanju s situacijo. Zdaj, veliko pove tudi to,
ker je na zaključku papež spregovoril, ker se mi zdi, da tako počasi vstopimo v celoto razumevanja, da par točk izpostavimo, in v zaključku je izpostavil, da sinoda gotovo ni dala odgovorov na mnoge vsebine, ki so danes pereče, ampak jih je gledala skozi oči evangelija in je imela težnjo, da bi prinesla veselje in upanje. Torej, evangelij, cerkvena tradicija, in prinašati veselje in upanje, da ne bi ostali na nečem, ki je površina oziroma kar je nekako samoumevno. To potem še ponovi z drugimi vidiki, torej zrenje, veselje, upanje so verjetno osrednje besede, ki jih sinoda spregovori o človeku v družini in zakonski zvezi. Zdaj, ključna stvar pri Amoris Laetitia po moji presoji, ni samo moja presoja, je pa 4. poglavje. Kajti v 4. poglavju, ki je verjetno najbolj papeževo, se papež nečesa loti na način, ki je za osebo človeka ključen. Torej, po 3 poglavjih, v katerih je predstavljeno stanje družine in razodetje glede družine in cerkveni nauk o družini, torej tisto, kar je lahko nekako sklepamo nekako v tradiciji, je zastavil en zelo pomemben citat. Vse, kar je bilo povedano do sedaj, torej stanje, razodetje, cerkveni nauk, ne zadošča, da bi izrazili evangelij zakona in družine, če se na poseben način ne spregovori o ljubezni. Torej, ključno za razumevanje tega papeža je, da se o zakonu in družini spregovori o ljubezni, in on je vzel potem Pavlovo pismo Korinčanom, kjer je hvalnica ljubezni, in kot vemo, je tam noter razložen mnoge stvari. Zdaj, jaz ne bi šel v podrobnosti tega, ampak mislim, da je prav, da ostanemo tukaj, je ključ branja sporočila Amoris Laetitia. Kako zdaj o zakonski zvezi, družini in osebnem Bogu spregovori Amoris Laetitia? Najprej je dobro, da razjasnimo 2 zadevi. Družina je vedno mišljena kot odnos med generacijami. Bolje 3, bolj točno kot samo 2. Zakon je pa odnos med moškim in žensko, pri čemer je zakon kot sakrament, torej kot misterij, kot sveta tajna, pravite, nekaj drugega kot zakon, kot pogodba. V tem je dobro biti previden. Sakrament je namreč, za razliko od protestantov, med katoliško in pravoslavno cerkvo, zakon sakrament in je treba potem nekaj stvari precej bolj previdno spregovoriti. Papež poveže sakrament z Bogom, to, kar je tradicija, danes lahko rečemo tudi, da je v svetišču zakonske skupnosti navzoča Božja Trojica. Točka 314 Amoris Laetitia. Torej, kasneje zakonska ljubezen Bogu poje slavo oziroma zakonska ljubezen slavi Boga. Torej, naredi eno sporednico, da stvarjenje človeka je tako, kot je v začetku Svetega pisma poudarjen, da je človeška zveza na nek način človekova podobnost, ki se ločuje v zakonski zvezi v družini, na nek način odslikava tega, kar Bog je, skupnosti. Torej, kdo je človek kot oseba in kot del skupnosti? Prvič je človek bitje duha in pripadnosti. Recimo, ko pravi papež, glede duhovnosti v družinski ljubezni je poudaril, da to je v bistvu niz, sestavina iz mnogih majhnih stvari. In v zakonu je zelo pomemben poudarek ta, da se človek uči živeti pripadanje enemu samemu človeku, ampak ne zase. V tem smislu je zakon na nek način odsev Božje zvestobe, da življenjski stok zakonske zveze kot sakramenta zahteva to, kar je res bistvo trajne odločitve. Recimo papež pravi, za tistega, ki se ne odloči, da bi ljubil za zmeraj, je težko, da bi mogel iskreno ljubiti en sam dan. Citat njegov iz dokumenta. Poglejte, gre za to, ne samo človek in Bog, ampak da se prenovi, prečisti naše razumevanje ljubezni.
In v tem smislu je tudi drugi citat zelo zanimiv. Ne? Zvestoba je brez pravega smisla, če jo imamo za sledenje zakonu moralnim zahtevam. Zvestoba je zadeva srca. Ali drugače rečeno, ne gre za moralo principov, ne gre za etiko, ki bi šla iz nekega razumskega razumevanja, ampak gre za etiko, za moralo, ki izhaja iz medsebojnega odnosa iz srca. Zdaj, en citat veliko pove o tem, kako potem na mnoge težave, ki se pojavljajo v medsebojnem odnosu, vemo, koliko je ločitev, bomo nekaj podatkov pokazali tako zdajle, vidi papež razumevanje ljubezni v zakonu. Bom prebral citat. Ko družina moli, se ta vez ohranja. Ko mož moli za ženo in žena moli za moža, vez postaja močnejša. Res je, v zakonskem življenju prihaja do mnogih težav. Velikokrat prihaja tudi do prepirov med zakoncema. Zdaj pa spet citat, skrivnost pa je, da je ljubezen močnejša od trenutka prepira. Torej, ljubezen je tista vez, ki sega onkraj in na to papež daje zaupanje. Človek se v zakonu in v družini izrazi kot oseba oziroma kot bitje ljubezni. Zdaj pa pogledamo nekaj stvarnih podatkov, da nas prizemljijo, da ne bi videla, kot da papež ne vzame zares stvarne podatke. Torej, če vprašate ljudi, kaj je pomembnega v življenju, bodo vsi 8 od 10 bolj kot ne govorili, najpomembnejša je družina, bolj kot delo, prijatelji in ostalo. Ampak kako zdaj to razumeti? Kajti, če pogledate za Slovenijo stanje, kako je bilo za sklenitvijo zakonske zveze in številom razvez, vidite, da po letu 1980 je bil zelo velik padec števila zakonov. Torej, ljudje imajo veliko vprašanje in dileme in se ne 2 minuti. 3. Dobro. In se ne odločijo za zakon. Isto je glede zakona kot sakramenta v družini. Torej, stvarnost je res težka. Zdaj, lahko bi tudi druge stvari podali. To bo več potem v pisni obliki. Edin tukaj podatek, ki mislim, da je pomemben. Poglejte, kljub težavam za zakonsko zvezo, pa 4/5 oziroma v zadnjih podatkih 3/4 otrok živi pri obeh starših. Ne? Torej, zakonsko zvezo je težje skleniti, kot oblikovati družinsko zvezo. Res pa, da družinska zveza potem je brez formalnega zakona. No, zdaj bi pa rad zaključil v teh 3 minutah, ker mi na razpolago. Poglejte, Amoris Laetitia poda močno kulturno analizo. In na to kulturno analizo, ki jo dokaj dobro poznamo, od individualizma do fragmentacije in tako naprej, odrinjenosti, skuša papež dati odgovor. Mislim, da prvi del odgovora je tole, da se zavemo to, kar se je na sinodi zgodilo. Na sinodi je eno vprašanje doživelo res težko, kot tukaj vidite, da ne. To je tam vprašanje iz prvega poročila v sinodi in iz drugega poročila, vidite ta vrh. To je vprašanje milosti. Vprašanje se glasi zelo preprosto. Usmiljenje je v tem, da resnico povemo z ljubeznijo in to je več kot sočutje. Tako je Gospod storil, ker ni obsodil prešušnice, ampak je rekel, naj ne greši več. In poglejte, približno 20-25%, 30% sinodalnih očetov tega ne sprejema. Ne? Torej, to je prvi ključ, tukaj papež je na strani usmiljenja, ni pa še cela cerkev na tej strani, vsaj če pogledamo odgovore sinodalnih očetov. Ne? Druga stvar je, glede Boga, je res, da včasih bolj v ospredju Kristus, včasih Oče, včasih Sveti Duh. Ne? Kolega Bahovec, valjalo bi malo zaključivati, završavati, jer je već vrijeme stvarno probilo. Dobro. Ajte, molim vas, jer imamo 12, počinje drugi, a imamo još vremena, odnosno trebali bismo za diskusiju, pitanja koja će vam biti postavljena, znate. Dobro, v 1 minuto će završiti. Ajde, 1 minuto. Dobro. Torej, to je to vprašanje edinosti in to se to potem prenese na človeka. Človeka kot bitja, ki je oseba in ne posameznik. 2 stavka.
papež razume družino in zakon kot odgovoren v družbi, torej družina ima družbene obligacije, in drugič, papež razume poslanstvo družine najprej kot izpopolnjevanje oseb, potem skrb za to, da se zakon prenese kot sakrament na druge in pomaga mladim, ter tretjič, posebna skrb za tiste, ki so v veliki stiski.